Naša zgodba ni imela zdrave rasti, ne. Naša zgodba je imela takšno rast, ki če bi se Navpično. če bi se zdaj vrnil nazaj, 14 let nazaj, si nikoli ne bi želel več take rasti. Zato, ker potem ti živiš v neki lažni nerealnosti in misliš, ker pač letiš na krilih uspeha, malo tudi slave, zato ker tudi PR-ja je bilo takrat ogromno, sploh ko sem prejel ta naziv za inovativnega kmeta leta in potem leta 17 še enkrat in potem leto kasneje sem bil še med top 3 najperspektivnejšimi mladimi podjetniki Slovenije in tako naprej. In potem pa rečeš, zdaj pa to mi imamo, ne? Zdaj pa gremo mi v Ameriko. In pa dobiš preko streznite, vidiš, da temu ni tako in da tam si nula ali pa manj od nule, ne? Drugi izziv pa je pa tudi potem finančni izziv, ne? Ker v Sloveniji si ti tudi osebno prisoten in lahko z relativno malim finančnim vložkom na začetku veliko dosežeš že samo s svojo prisotnostjo. Tam pa tega ni. Tam pa ti prideš na masovni trg, kjer je borba 10-krat hujša kot tu in tam so milijoni, takoj. In kdo jih ima več, tisti bo zmagal s propagando, tisti bo prišel v ospredje.